Se pravi, ti si policaj? Ja. Ti si pa policaj v Bučah? Danes smo te videli, na kakšne vse načine so se poskušali izviti iz raznih zagad. Kako pa tebi to kaj uspeva v življenju? So ti poskusi uspešni in kako se v bistvu jih najraje lotevaš, na kakšen način? Iz zagad, kako se vlečem? Ja, malce drugače kot mogoče Amanda na odru danes. Ne vem, poskušam z neko iskrenostjo pa pač čim bolj dobronamerno se zmazati, če se znajdem v zagati. No, tako. Tudi kakšni igralski prijemi pri tem koristijo? Mogoče mi, sam ne bom izdala, kaj ti. Iz kakšne zagate, če sem se kdaj rešvala. Pa v bistvu mi je kar ratala, ne zaenkrat. Mislim, če ne bi bila kle, če se ne bi rešila iz zagate. Ampak tako si se kdaj tudi s kakšnimi igralskimi prijemi, so tudi ti pomagali rešati se iz kakšne zagate? V take situacije, kot so se tele tukaj, se sigurno nisem spuščala, tako da nikoli ni bilo tako zares. Večkrat se zgodi recimo kaj na odru, kdaj pride do kakšne zagate, ampak se mi zdi, da vedno najbolj, če si ti iskren na koncu pa rečeš, ali zafrknil sem, ali pa nekaj ne vem, ali pa tako, se mi zdi, da če si na koncu iskren, je to najboljša možnost, da se izvlečeš iz nečesa, kar ni najbolj fajn. Pri meni se je vedno izkazalo, da če kaj lažem, da se sam še bolj zapletem v težave. Tako da fajn je povedati po resnici, pa takrat po mojem, pa če si kaj zaja, pač povedati to takoj. Se mi, da so posledice dosti manjše. Po mojem, tako kot da me Bojan Emeršič režiral, najprej freeze, pa če razmislim, sledi za tem en neumen stavek. Tako. Pa so bile uspešni ti vaši poskusi? Ne, nikoli. Ni rata se zmazati. Premalo me je režiral. Jaz se ne vem, kakšne zagate so, naprimer, zdaj bolj, ko sem star, manj sem v zagatah, ampak ko se pa spomnim, ko sem hodil še v šolo, ali pa, ko smo mi še služili JNA, je bilo pa enih zagat in smo mogli veliko improvizirati, In to je bil tudi en čas, tako da pravzaprav se tudi te predstave, neke finte, ko smo se pogovarjali, kako bi kaj, sem črpal tudi z tistega časa. Zdaj pa pač pravzaprav živim bolj umirjeno življenje in ni nekih velikih zagat, razen če čakam v vrsti pa rečem, a bo to, mogoče bom jaz to lahko kupil ali pa ne, drugače nimam nekih velikih zagat. Tudi, ko se z Vespo voziš, ni nekih zagat? Pri Vespi? Madonna, da pravzaprav ne, če pa so pa take zelo rešljive, je pa treba kdaj improvizirati, ampak pravzaprav sem vse take izkušnje, ki potem potujem po Evropi s to Vespo, naprimer samo popolnoma mi crkne Vespa nekje v Franciji in zgleda po neki kjeri volji metafizični pred nekim lokalom, ki je noter bas, kitara in kitara in potem igram tam 2 dni, z njimi dobim neki v klobuk in se peljem naprej med tem Vespo popravim. Tako da mi je čisto okej. Veš kaj, jaz se ne spomnim, da bi kdaj bil v takih situacijah, Pravzaprav s tem, da se izogibam takim situacijam, s tem se rešujem. Drugače pa ne, verjetno bi ravno tako skozi okno skakal ali pa kaj takega, kar se v takih trenutkih dela, če hočeš preživeti, če ti gre za življenje, Pa čisto v vsakdanjem smislu, zagotovo si tudi daj že zašel v zagato, če ne drugače, verjetno na odru, Ja, glej, mislim, da to gre za improvizacijo in iznajdljivost, Če ti to dopušča šok, ki ga doživiš ob taki stvari, potem se reši z inteligenco oziroma z domišljijo, Če pa zablokiraš, pa tako ne moreš nič narediti, kada stojiš, pa da čakaš, da te nekaj udari po glavi. Bi rekel, da ti te igralsko znanje, ki ga imaš, kaj tudi tle pride prav? Pa, veš kako, moram reči, da mogoče niti ne, da privatni jaz, po mojem privat bil predvsej nebogljen. Jaz sem privat
popolnoma drugačen, kot naprimer, če dam prostor domišljiji nekemu liku ali pa neki predstavi. Ne. Da pri vas jaz, kar meni zmeraj rečejo, da mi na čelu piše čisto vse, kar mislim in kar vem. Tako da, gled, se ne morem kaj skrivati. Če zmeraj postanem rdeč, če mi kaj spravi za drego, če zmeraj mi je nerodno in tako naprej. Tako da, rajši se ne izpostavljam.